Hvala lepa. Replika še kolegica Tacer, izvolite. Hvala, predsednica. Rečeno je bilo, da se morda ne spomnimo določenih protestov, izhodov, prostite, sodnikov pri političnih strankah. Sklepam, da je to bilo pač name mišljeno. Zato bi se rada odzvala, ker je bilo večkrat že izredno problematizirano in je dobro, da vemo, da, kot je že enkrat tudi predsednica Državnega zbora izpostavila, članstvo sodnikov v političnih strankah ni prepovedano. 133. člen Ustave. Funkcija sodnika ni združljiva s funkcijami v drugih državnih organih, v organih lokalne samouprave in v organih političnih strank. Torej, seveda, v organih, ne smejo biti. Tako da to se mi je zdaj, ta trditev, ki je bila izrečena, da zaradi tega, ker so pa bili na shodu neke stranke, da equals naše sodstvo ni neodvisno, no, to se mi je zdaj zelo problematično in sem se mogla tukaj odzvati. Tudi če morda takrat nisem spremljala politike, znam pa brati našo ustavo. Druga stvar je pa glede kritike. Stalno se ponavlja, da mi nismo za to, da se kritizira sodstvo. Zdaj bi pa jaz nekaj dala tole v kontekst. Kritika sodstva, vredna poslanca. Če slovenskemu krivosodju rečete mafija, žalite mafijo. A to je kritika, ki jo pričakujemo od poslanca, ki ima možnost predlagati spremembe zakonov? To je kritika. No, to absolutno ni kritika iz mojega vidika. Mi vsi govorimo, da je potrebno konstruktivno kritizirati, to je zdravo in normalno. Političen pritisk je nekaj drugega, raven dialoga in diskurza, ki bi ga pa mogli mi izvajati kot izvoljeni državni funkcionarji, pa je gotovo v mojih očeh bi mogla biti višja. Repliko bi pa zaključila z enim postopkovnim predlogom. Predsednica, jaz bi vas prosila, če lahko pozovete poslanca, mislim, da sta dva tlele vpletena, da se obnašata dostojno, da pospravita svojo sliko, ker mi tudi drugi nimamo tukaj razstavljenih eksponatov. Mislim, da bi postali res malo zmeda bi nastala, če bi vsak razstavljal med sejo. Tako da prosim vas, ste imeli čas, ko ste to kazali, ampak zdi se mi neprimerno. Hvala. Ja, ampak res, kako bi pa izgledalo, ampak zdaj, če tukaj se pač dela cirkus tega parlamenta že 30 let, to je tudi ena takšna, bi rekla, neprimerna zadeva, ker če bi tukaj, kolega, dala vam bom opomin, če mi boste sekali še besedo, ko govorim, že drugi, tako da se prosim držimo reda, če bi vsak pač tukaj z nekimi transparenti že na koncu skakal ali kako, seveda je neprimerno, vas prosim, če pospravite, če ste pripravljeni, kolega Janša, če ne pa pač ne boste. Sedaj imam jaz Mahnič postopkovno. Ja, jaz bi vas sam za naprej prosil, da vsem dovolite tako široko repliko, kot ste jo dovolila kolegici Tacer. Malo je šlo name, malo je šlo na gospoda Janšo, zdaj prej, ko je on imel repliko, pa je želel nekaj pojasniti, glede na prejšnje razprave, ste ga takoj prekinila, da pač to ni replika. Jaz kolegice nisem v ničemer omenil, niti se na njeno razpravo nisem nanašal. Se pa strinjam, v tem parlamentu je ta replika na predvsem strani poslancev Svobode vedno dovoljena, da reče, ja, sem bil tako razumljen, pač razlagajo, če se ti s predgovornikom ne strinjaš, pa si že govoril. To ne pomeni, da imaš repliko in da poveš svoje videnje, ki je obratno videnju tistemu od predhodnikov. Tako da, predsednica, se boste morala odločiti, ali bo replika taka, kot je imela kolegica, za vse, ali pa bo za vse taka, kot je bila prej za Janeza Janšo in boste prekinili. Kar se pa njenega postopkovnega tiče, jaz se spomnim, v času referendumov ste imeli vsi 3-krat za naliman na laptopih, pa ni tega noben problematiziral, pa je bilo ravno tako. To zdaj več ni, to zdaj seveda več ni replika oziroma postopkovno. Zdaj, da vam pojasnim še enkrat, kolegica je na začetku replike pojasnila, v čem meni, da je bila napačno razumljena, mogoče ste preslišali, jaz nisem, in vam je to potem kasneje tudi odgovorila, oziroma pojasnila, da ste napačno razumeli. Tako da to je seveda bila, to pa prebiranje vašega kolega Janše, svojih
eno izmed svojih knjig, pa ni v ničemer seveda se nanašalo na napačno razumljeno razpravo kolegice. Ja, postopkovno, izvolite. Jaz bi predlagala, spoštovana predsednica, da izrečete gospodu, ki je prvi razpravljal, opomin, namreč kaže slike, na katerih so tudi druge osebe. Če jaz sicer tukaj ne vidim dobro, ampak so druge osebe, a bomo to dovolili? A bomo to dovolili, da bo imel gospod pred sabo neke fotografije drugih oseb, ki jih tukaj ni, ki sploh nič ne morejo? Tako da jaz vas prosim, izrecite mu vsaj opomin. Ne, smo se enkrat že na eni bolj zaprti seji pogovarjali o etičnem kodeksu in podobno in da morajo predsedniki odborov reagirati, ko pride do tega. Izrecite mu opomin, ker to je nedostojno, žaljivo do tistih oseb, ki se jih zdaj tam gor prikazuje in ki nimajo nobene možnosti karkoli reči. Tako da prosim, da mu izrečete opomin. To je res, prosim, kolega Janša, če to umaknete in prenehate, ker da ne bom sedaj brala še etičnega kodeksa o dostojnosti, spoštljivosti, kako se naj poslanec obnaša, tako da če lahko tako, kolega Janša to umaknil. Hvala, da ste upoštevali predlog predsednice, tako da sedaj nadaljujemo.